tem, ki smo se zbrali danes, od te uri, možni popolda zbili v tem prostoru šolske knjižnice, na katerega smo praktično bili in smo še vedno lahko ponosni, tega je šola gradila oziroma opremila z lastnimi sredstvi podjetij. Potem bomo verjetno še nekaj govorili kasneje. Izvabila pa tudi na osnovi člankov v Večeru, časopisih, radio, televiziji in tako dalje, smo lahko vsi ugotavljamo, da šola v tem šolskem letu praznuje 50-letnico svojega delovanja. In ravno zaradi tega je tema današnjega razgovora šola skozi čas. Da bi čim lažje oziroma čim bolj verodostojno obudili spomin na preteklo obdobje, se spomnili lepih trenutkov, pa tudi včasih kakšnih težjih časov, ki so nas spremljali. Imamo danes med nami naše goste, ki bi kar površčo, če mi dovolite, predstavil direktorico in ravnateljico sedaj prometne šole, profesor Matija Turk. Bivšega direktorja in ravnatelja šole, sedaj upokojnega Jožeta Antolinca. Sedanjega ravnatelja višje šole, docenta dr. Anton Pepelnik, univerzitetni diplomirani inženir prometa. Gospa bivša dijakinja naše šole, Tepeš Zdenka, univerzitetna diplomirani inženir prometa. Bivši dijak, magister Zvonimir Cene Bojan, univerzitetni diplomirani elektroinženir. Dijak prve generacije prometne šole v Mariboru, Janko Trečnik. Magister Anton Medved, univerzitetni diplomirani inženir prometa. Bivši dijak in tudi delavec, ki je zasedel pomembna mesta na železnici, na koncu mislim inšpektor prometa, Oleg Kozlič. Profesor Švaljek Andrej, bivši učitelj na naši šoli, istočasno pa tudi avtor zbornika, ki ga imamo pred sabo. Dijak, ki je zaključil program prometnih tehnik in bil tudi v prvi generaciji maturantov, Ledinek Matej. In pa dijak, ki je zaključil program prometnih tehnik in tu na tej šoli tudi nadaljeval izobraževanje na višji šoli in tudi v kratkem času zaključil Rečnik Markov. No, kot smo slišali, pred 50 leti, leta 1958, je takratna železniška prometna šola Zemun ustanovila v Mariboru svoj specialni del. In sicer je bil to oddelek, ki je bil namenjen za pridobivanje kadrov za potrebe železnic Slovenije in Istre. Izobraževanje ni res dobro izobrazno, ampak zakaj? Zopet se vračamo tukaj, kar je gospodin Tolinc, preprosto zaradi tega, ker šola zaposluje reči strokovni kadr. Jaz ogromno družim s kolegi, ki so končali srednjo prometno šolo, recimo vsega, ljudje, višje šole, in zagotovo različno s tem, da se srečujemo
in po sestankih v Avstriji, v Nemčiji, študentka višje prometne šole, tudi v Avstriji, zagotovo lahko trdim, da v Sloveniji je srednja prometna šola in višja prometna šola zagotovo ena najbolj kvalitetnih šol, ki izobražuje kadre za področje prometa, ne samo železnice, tudi železniškega, cestnega, zračnega in vodnega prometa. In zagotovo tudi vsi vi zaslužni, da se celotna organizacija izobraževanja na področju prometa pripeljala tako daleč, da se o srednji in višji prometni šoli v Mariboru govori daleč okoli in da se lahko postavimo recimo dijaki, ki smo zaključili srednjo prometno šolo, pa študenti, ki smo zaključili višjo prometno šolo, v 3 mesecih so že prve sestanke